Will you put your hands down? Put your hands up, please. Ja, Blaž, pozdravljen, kako napreduje magisterij? Te bom to za začetek vprašal, ali greva kar tako na košarko? Greva kar na košarko. Me veseli, da si lahko končno vzel čas, skrajni čas je bil, da posnameva spet nov podcast in če bo le čas, bo danes posnela več podcastov, ki bodo potem v prihodnjih dneh objavljeni, ampak tista prva topika, s katero pa moreva resnično začeti, je pa seveda reprezentanca in bova našim poslušalcem seveda zdaj povedala, kako bo Slovenija osvojila srebrno medaljo na naslednjih olimpijskih igrah, Blaž. Ja, mislim, če si ti tako optimist, jaz nisem, ampak iz tvojih ust božja ušesa, ne. Ja, zdaj sem se malo referiral na tist, ko so midva, takoj, ko so vedela, da bodo na zadnjem evropskem prvenstvu, na zlatem evropskem prvenstvu, na najbolj uspešnem prvenstvu v zgodovini slovenskega športa, ne samo košarke, naši igrali z Goranom, Luko in še potem Randolfom. Ko so prvi podcast snemala, sva mislila, da bo naša velika trojica Goran, Zoran in Luka. Niso vedela še za Randolfa, upala so, da bodo koga naturalizirali, ampak takrat so videla seveda že napovedala medaljo, ker je to velika trojica, s katero se lahko zoperstaviš katerikoli veliki trojici, v navednicah seveda, v evropskih reprezentancah. In zdaj sem bil malo tako, malce spodbodel, recimo malce že mohte dal za to, da privabim kakšen par ušes več k poslušanju podcasta, ker namreč je nek zlat scenarij, če temu tako rečem, tisti najboljši možen scenarij, po katerem se lahko morda za naslednje olimpijske igre zbere naša najboljša postava, morda tudi Randolf, morda kakšen drug naturaliziran igralec, ampak do tega scenarija je seveda še zelo daleč in če bi se zbrala taka postava, gledamo, kaj sedaj Luka počne v NBA ligi, upamo lahko recimo, da se Goran vrne nazaj po tej dolgi pauzi in poškodbi in tudi operaciji, ne vemo, v kakšnem stanju je, ampak glede na to, kakšen borec in delavec je, verjamem, da bo naredil vse v svoji moči, da se vrne na tisti stari nivo izpred te poškodbe in seveda, kot sem dejal, če to uspe še Zoranu Dragiću, ki smo videli na tej tekmi Slovenije in Ukrajine, koliko pomeni za našo reprezentanco samo en igralec z dodano vrednostjo, ki lahko v vsakem trenutku doseže tisto potezo več. Mi imamo nekaj takih igralcev in v teh kvalifikacijah smo jih na mnogih tekmah pogrešali. Zoran je recimo še vedno daleč od tiste idealne forme, še vedno tudi sam je dejal, da je nekje na 80%, moral bo še nastaviti merilne naprave, nastaviti roko, tukaj se mu malce pozna in to je povsem razumljivo, zarevelost pri metu, ampak obramba, razumevanje košarke, tudi organizacija napada, Zoran je zna odigrati pick and roll, celo bolje recimo kot katerikoli drug, se mi zdi, naš igralec, ki pa je igral na poziciji organizatorja v teh kvalifikacijah. Skratka, sem že globoko zabredel v to današnjo temo, ampak preden začneva, bi jaz samo na hitro, tako kot vedno, zaprosil naše poslušalce, če nas lahko seveda všečkajo na našem Sportinfo.si YouTube kanalu in se tudi naročijo na naš Sportinfo.si YouTube kanal. Tam boste obveščeni takoj o vsakem novem podcastu, če se naročite in odklikate tisti zvonček zraven ikone za naročilo. In pa seveda, če lahko isto storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah, če nas tam poslušate, nas ocenite, pustite kakšen komentar, vsak všeček, vsak komentar in vsaka ocena nam pomaga k večji prepoznavnosti, zato smo vam seveda za vsak všeček in naročilo hvaležni. Tako da, Blaž, a kar začneva tukaj? Najbolje, da kar začneva s temo in predebatirava te kvalifikacije, kakršnekoli so že pač bile. Ne bova zgubljala časa z tem kvalifikacijskim ciklusom, z vsem tem famoznim FIBInim sistemom, ker to je brez veze karkoli debatirati. O tem je bilo povedanega že toliko, tudi z najine strani drugih medijev, navijačev, vseh in
to je pač sistem, s katerim se moramo sprijazniti, ki je pač enak za vse reprezentance, nekatere prizadane bolj, nekatere prizadane manj, ampak mislim, da je glavno, da poveva, kaj bi na naši strani bilo potrebno narediti bolje, oziroma kaj na naši strani smo naredili narobe, zaradi česar se na koncu nismo uvrstili na svetovno prvenstvo in zaradi česar so bile te kvalifikacije neuspešne. Predvsem za moje pojme velik del krivde je na selektorju in ja, glede na indice, ki prihajajo strani Košarkarske zveze, naj bi to še naprej ostal. Sam osebno pa v to nisem prepričan, ampak več tekom podcasta. Ja, zdaj si dal nekaj zanimivih istočnih točk za najino debato. Mi da sem imela že eno debato, ko smo predebatirala o tem, kaj bo debatirala pred mikrofonom in morda je dobro, da smo dala tisto žmoh, tisto ogenj, tisto pljuvanje iz sebe in da bo zdaj malce bolj analitična in k stvari pristopila malce bolj, recimo temu, ne navijaško, malce bolj analitično, objektivno, če le gre, ampak vendarle smo vsi navijači, vsak Slovenec verjetno, še posebej po tem največjem uspehu slovenskega športa je interes za košarko seveda zrasel in za reprezentanco še več in v teh kvalifikacijah so na zvezi verjetno kar precej tega kredita, ki so ga dobili z tem izjemnim uspehom, zapravili. In ja, Blaž, dejal si, nekatere reprezentance bolj prizadane ta format, nekatere manj. Seveda problem je v tem, da najmanjše reprezentance oziroma majhne reprezentance bolj prizadane kot velike, ker imajo večji nabor, izbirajo lahko med večjim številom igralcev, mi pa si tega ne moremo privoščiti in dejansko, tako kot si dejal. Kako da ne? Zamenjali smo 27 igralcev v teh kvalifikacijah. Boš ti rekel, da jih nijamo? Da nijamo. 27. Ja, zdaj si Rajlo ciničen tukaj in ker seveda, ja, dejansko smo mi na koncu, ko govorim o tem majhnem naboru, na koncu preizkusili celo največje število igralcev v teh kvalifikacijah, zamenjali največ različnih igralcev, ampak seveda vprašanje je tisto glavno, kar ves čas seveda tudi selektor ponavlja, govori o pomladitvi, ampak ali je res prišlo do kakšne konkretne pomladitve, ampak o tem mogoče malce kasneje. Jaz sem hotel sam za trenutek še ostati pri tem formatu, recimo samo toliko povedati, da recimo tiste glavne žrtve, če pogledamo tega formata, so bile poleg Slovenije, seveda aktualnega evropskega prvaka, še Latvija in verjetno Hrvaška, ko govorimo o teh bolj renomiranih imenih. In recimo je zanimivo, da zdaj Dallas, najbolj mednarodna, Dallas Mavericks, namreč najbolj mednarodna NBA ekipa, mislim, da celo bolj kot San Antonio Spursi zdaj bo imela seveda svoje predstavnike na svetovnem prvenstvu, ampak ne Luke Dončića in Kristapsa Porzingisa, temveč Salaha Majorija in Maxija Kleberja. Tako da to je pripeljal recimo ta format FIBE. Namreč Salah igra za Tunizijo in njihova kvalifikacijska skupina je seveda precej lažja. Na drugi strani pa Kleber igra za veliko Nemčijo, ki je tudi konec koncev imela sreče malce. O tem formatu že spet, vse si prav dejal, ne želim izgubljati tudi jaz kaj preveč časa s tem, da bi jamrali, ker namreč to me tudi moti, Blaž, in verjetno tudi tebe, da se zdi, da vsak ravno na zvezi in pri selektorju vedno govorijo samo o tem. Zaradi tega si ti lepo povedal, da moraj analizirati ali pa poskušati se poglobiti v to, kaj smo mi naredili narobe, kaj je zveza naredila narobe, kaj je selektor naredil narobe in kako lahko to popravimo, da se to ne ponovi in da ne pride do katastrofe, ki bi se zgodila, če se nam recimo ne uspe uvrstiti na naslednje evropsko prvenstvo, ali pa recimo, če ne dobimo vabila za naslednje olimpijske igre, za kvalifikacije za olimpijske igre. Tako da ja, je dejansko problem ta kvalifikacijska okna. Tukaj ima recimo selektor prav, ko reče tisto tekmo, ki smo mi odigrali, najboljšo tekmo v kvalifikacijah na gostovanju v Črni Gori, je bila edina tekma, kjer je recimo igral Vidmar, naš prvi in najboljši center, Prepelič, Blažič in recimo še Murić. To je bila edina tekma in na tekma, kjer so igrali vsaj Vidmar, Prepelič in Blažič, imamo mi skor, izid 2 zmagi, 1 poraz.
Tako da dejstvo je, da ta sistem je vplival, ampak tako kot sem dejal, tako kot si ti dejal, dejva več o tem, kaj smo mi naredili narobe. In ja, tudi ti si že povedal, Blaž, druga iztočna točka, ki si jo dal, da je generalni sekretar zveze Nesterović že potrdil, da bo Rado Trifunović, naš selektor, slovenski selektor, tudi v nadaljevanju kvalifikacij, v naslednjem kvalifikacijskem oknu, ciklusu za Evropsko prvenstvo 2021. In to seveda pomeni, da bo tudi naš selektor za morebitne kvalifikacije za olimpijske igre in bo vodil našo ekipo tudi na olimpijskih igrah. Namreč že spet, to je pa to, da se ne bom vrtel v krogu, ampak Rašo Nesterović je recimo povedal na to temo novega oziroma morebitne menjave selektorja, citiram, ko pride do neuspeha, je vedno najlažje zamenjati trenerja, vendar tokrat vsi vemo, da Trifunović ni glavni krivec za neuspeh. On je bil vržen v to godljo, ki so jo skuhali vodilni v evropski košarki. Torej, Trifunović ostaja, tvoje mnenje? Moje osebno mnenje je, da je to velika napaka strani zveze. Pač jaz bom tako rekel, težava je bila že pri meni od začetka, ko je prišlo ven, da bo Trifunović selektor, ampak takrat, tako kot večina navijačev, bom tudi jaz rekel, nisem pretirano kompliciral ravno zaradi tega tajminga, zaradi tega, ker je ravno pač sovpadalo, da so se takoj začele kvalifikacije, neki na hitro iskati nekoga novega, postavljati nek nov sistem in tako naprej, bi bilo praktično nemogoče, ampak kaj je imel Trifunović nalogo v teh kvalifikacijah? Trifunović je imel v teh kvalifikacijah nalogo, da prepriča slovensko javnost, da prepriča navijače, da prepriča stroko, da je sposoben selektor, da je tisti trener, ki lahko ekipo popelje naprej, ki lahko dejansko evropske prvake pač obdrži na nekem nivoju. Pač nihče ni pričakoval, da bojo igrali kot na evropskem prvenstvu, daleč od tega. Ampak nek nivo bi pa mogli zadržati, ne da dejansko se potem mučimo z Ukrajino, da ne govorim o tem, da potem še zgubimo po ogromni blamaži in tudi, bodimo realni, tudi to zadnjo tekmo z Ukrajino doma smo zmagali bolj po sreči na koncu, kot pa dejansko potem, ker bi mi nadigrali nasprotnika, da ne govorim o čudnih odločitvah glede selekcije igralcev, predvsem zaradi tega, ker je bilo konstantno jamranje, da nimamo višine, hkrati pa v ekipo ni pripeljal nobenega pač centra, da bi rekli. Recimo, naturaliziran igralec, ki ga imamo, je Mirza Begić in sigurno bi Begić lahko za tistih nekaj minut opravil svoje, kar bi bilo potrebno, pa ga niso poklicali. A ne? Namesto Omića, misliš? Ja, namesto Omića, ki pa tako ali tako ne bi mogel igrati zaradi pač teh prepovedi strani kluba in tako naprej, zaradi pač teh sporov, kateri so dobro znani. In meni je bil problem s Trifunovićem že od začetka, ker on se ni v karieri še nikoli dokazal kot trener. Kjerkoli do sedaj je bil, je pogorel, ni pokazal nobenih presežkov, bom rekel. Pač, tako bom rekel, on je enostavno en tak pač poprečen trener, ki je dobil v upravljanje evropskega prvaka. In pač jaz ga razumem, da je pač njemu težko, da pač jamra, nisem imel najboljših igralcev, ampak razlika je lih v tem, da ko nimaš najboljših igralcev in ti te igralce, ki jih imaš, jih dvigneš mogoče, da dajo od sebe eno ali pa mogoče celo 2 stopnje več, kot so sposobni, no tukaj se pa potem ločijo povprečni trenerji od dobrih trenerjev. In on je za moje pojme povprečen trener, ker bodimo realni, pač ko imaš ti v ekipi Dragiće, Dončiće, Randolfe, Vidmarje, Prepeliće. Pač tako ekipo je užitek trenirati, tako ekipo je z lahkoto trenirati, taka ekipa, to so igralci, ki že svojo individualno kvaliteto doprinesejo toliko, da ti dejansko polovico dela je opravljenega že samo s tem, ko jih ti postaviš na parket. Druga polovica je pa, da jih ti samo še postaviš v nek pameten sistem in bodo oni naredili svoje. Ko pa imaš ti, recimo temu, ne tako zelo kvalitetne igralce, kot je se nam kazalo sedaj v kvalifikacijah. No, tukaj pa pride vloga trenerja precej bolj do izraza in tukaj za moje pojme je kar precej
ne bom uporabil enega grdega izraza, bom rekel pogorel. Ja, ti bom jaz kar odgovoril s tem, kar je povedal Rašo Nesterovič, recimo tudi po teh zaključenih kvalifikacijah je dejal, ko smo začeli kvalifikacije, smo vedeli, da nam bo trda predla, nikoli pa si nismo predstavljali, da bo tako hudo. Prepričan sem, da če bi imeli za selektorje tudi najboljše svetovne trenerje, ne bi imeli kaj prida več zmag. Zato na zvezi ne razmišljamo o menjavi selektorja. Torej, Nesterovič, in tudi že predtem se jaz spomnim mene izjave Nesteroviča po zadnjem kvalifikacijskem oknju, ko je dejal, tisti, ki vejo, zakaj se gre, ki poznajo razmere evropski košarki, razumejo, da več nismo mogli doseči, tisti, parafraziram rahlo, ampak v tem oziru, tisti, ki pa nočejo razumeti, pa ne bojo razumeli. Tako da se mi zdi, da res so povsem stopili na zvezi v bran selektorju, ga povsem zaščitili in tukaj me to preseneča, tudi mene. Jaz mislim, da je veliko objektivnih razlogov, kot sem dejal. Na tekmah, kjer je imel na razpolago tiste boljše igralce in mi ne rabimo, kljub temu, da smo majhna reprezentanca, mnogi recimo videl sem na družbenih omrežjih, predvsem kakšni srbski navijači, ki še vedno ne morejo preboleti poraza na Evropskem prvenstvu, vidim, da rahlo škodoželjno na Twitterju pišejo, ja, če pa Slovenci nimajo Dragića in Dončića, pa nimajo reprezentance, ne morejo nič, ampak ni temu čisto tako, no. Mislim, oni pozabljajo verjetno, da mi je Prepelič v finalu, če se ne motim, dal 21 točk. Precej več kot seveda Luka, ki sploh ni igral takrat drugega polčasa in je bil več ali manj neopazen v finalu. Tako da mi bi se uvrstili na Evropsko prvenstvo tudi, tako kot si ti dejal, s povprečnim trenerjem, če imamo... Misliš svetovno prvenstvo? Pardon, na svetovno prvenstvo v teh kvalifikacijah, tudi, kot si ti dejal, s povprečnim trenerjem, če bi imeli seveda najboljše igralce, ki igrajo v Evropi. Ne rabimo to, kar pišejo nekateri, da brez Dončića in Dragića ne moremo igrati. Ni to povsem res. Če bi imeli najboljše iz Evrope, če bi imeli Prepeliča, Blažiča, tudi Randolfa, seveda in Vidmarja, predvsem Vidmar je tisti ključni člen tukaj poleg Randolfa, za katerega smo videli, recimo, kako je odigral na tisti tekmi v Ljubljani proti Turčiji, kaj pa vem, se ne že spet iz glave statistiko, ampak mislim, da je bil takrat blizu 30 točk, če se ne motim, in praktično celo tekmo sam igral proti Turkom. Manjkala sta pa tam seveda Blažič, Prepelič, tudi Vidmar, poškodovani, ki je tudi imel čiščenje kolena, tako kot Goran letos, oziroma lansko leto. Tako da tukaj imaš povsem prav, Blaž, ko praviš, ko imaš pač slabšo postavo, se pokaže trenerski presežek in tukaj se moram strinjati s tabo, recimo, da, kot si dejal, Trifunovič je verjetno, malce sem tako razmišljal, ampak verjetno glavnega trenerja s tako malo izkušnjami na položaju glavnega trenerja, recimo kakšne... Mislim, da nikoli niso imeli nobeni evropski prvaki tako neizkušenega trenerja, če tako rečem, s tako malo izkušnjami. In prevzeti ekipo evropskih prvakov je velika čast za katerega koli trenerja. Ne za samo enega z manj izkušnjami, ampak tudi za, kot pravi Rašo Nesterovič, za najboljše svetovne trenerje. In mislim, da je ogromno trenerjev, ki bi si obliznili ustnice, in kar sline zacedile, če pomislijo na možnost, da lahko na velikem tekmovanju trenirajo igralce Kova, Dončić, Dragić, Randolf in ja, Prepelič, Blažič, vse, seveda kar nekaj dobrih igralcev imamo, s katerimi lahko naskakujemo medaljo. Ja, to, kot govoriš, to je skoraj tako, kot da bi recimo francosko nogometno reprezentanco po osvojenem naslovu svetovnega prvaka prevzel pač Pevnik, trenutni trener od Olimpije. Pač, hočem povedati, to je taka ogromna razlika v izkušenosti selektorja, ki vodi pač neko zmagovalno ekipo oziroma neke aktualne prvake v bilo katerem športu, a ne. Tako samo za predstavo, pač kakšna je razlika med Kokoškovim in pa Trifunovičem. Ja, no, mislim, se ne gre samo za razliko med Kokoškovim, ki je dolgo časa vodil Gruzijo, bil recimo tudi pomočnik Obradoviča v srbski reprezentanci in seveda v NBA uspešno deloval. Njegove izkušnje, znanje ni sporno in jih ima seveda precej več kot Trifunovič pri vodenju konkretno reprezentance na največjih tekmovanjih. Konec koncev je dobil
tudi odlikovanje Gruzije za zasluge pri delovanju v njihovi košarki in reprezentanci. To verjetno pove, koliko je naredil, potem pa še s to slovensko reprezentanco nadgradil. Tako da, tudi če gledaš samo recimo te znane slovenske trenerje ali pa slovenske selektorje v preteklosti, konkretno so vsi imeli neprimerno več izkušenj kot Trifunović, in to je tisto, kar si dejal, da njegova naloga je bila, da slovensko javnost, stroko, navijače prepriča, da je on tisti pravi človek, da pokaže nek morda presežek, doseže nekaj več. Zgodilo se je pa ravno nasprotno, ker namreč tisto, Blaž, kar mene recimo moti, kar meni bode v oči, je, da mi smo recimo kvalifikacijo v dobri meri zapravili že v tistem prvem delu s porazi recimo proti Belorusiji na gostovanju ali pa proti Črni Gori v Ljubljani. To sta bila tista ključna poraza, kjer smo objektivno imeli celo boljšo postavo, pa smo jih izgubili. Torej ne gre se samo za kakšne presežke, on je na tekmah, kjer bi bila zmaga Slovenije pričakovana, ker je bila Slovenija na stavnicah pred tekmo favorit. Vemo, stavnice dobro poznajo razmere, vedno nekako zadenejo tudi tisto koš razliko, znajo vedno postaviti na pravi meri in so dober indikator tega, recimo pred samo tekmo, kdo je favorit. In Slovenija je bila na tekmi v Belorusiji velik favorit, na tekmi v Ljubljani pa prav tako favorit, tako da tisti, ki so stali na zbrodu, so lepo zaslužili in... No sej, in ravno zaradi tega, kar ti govori zdaj, mi smo zapravili kvalifikacije, ko smo bili v narekovajih popolni, ko smo imeli najboljše igralce, tam smo mi izgubili te kvalifikacije. Mene še ena stvar, ki me je potem zmotila, je bilo po tistem kvalifikacijskem ciklusu, po tistem porazu proti Črni Gori junija, oziroma julija, ne vem točno kdaj je bilo, je on začel razlagati, ja, saj mogoče pa september prideta Goran in pa Luka. Ja, pismo rosno, pa vsi vemo, da njiju dveh ne bo. Pač takrat se začnejo priprave z NBA ekipami in definitivno niti enega, niti drugega ne bo prijati igrati tukaj dve revijalni tekmi pač za NBA standarde, da bi jih klub spustil za to, da bojo pač prišli igrati tukaj. In pa gre tukaj direktno zavajati javnost, ki potem reče, ok, če bojo pa oni prišli, bo pa boljš, a ne? Ja, in tudi Goran je dejal, večkrat povedal, ni pustil nobenega dvoma, da v kvalifikacijah teh ne bo igral. Konec konca je tudi, vidimo, potreboval čas za regeneracijo in verjetno ne bi potreboval te operacije, če bi manj igral v preteklosti. Tako da tukaj je bilo povsem jasno. Res pa je, da je nekako v intervjujih povedal, da bi ga morda zanimal še nastop na olimpijskih igrah in enako je povedal tudi za en intervju pred začetkom sezone v NBA ligi, ki bi objavljen v Miami Heraldu. Tudi nekje nakazal možnost, da bi ga morda še zanimale olimpijske igre, ampak da zdaj do olimpijskih iger pa nikakor ne misli več nastopati. Tukaj je bilo povsem jasno, da on ne bo tam nastopal. In tudi jasno je, recimo, da zdaj, ko se začnejo naslednje kvalifikacije, ne bo NBA igralcev, ne bo Luke, ne bo Gorana, začnejo se novembra, takrat se NBA liga že igra in igra se tudi Euroliga. Tako da zdaj ne vemo, v kakšni postavi bodo nastopali Slovenci v naslednjih kvalifikacijah, ampak če se malce še obesim na to, kar je dejal Rašan Nesterović, ko je dejal, prepričan sem, da če bi imeli za selektorja tudi najboljše svetovne trenerje, ne bi imeli kaj prida več zmag. Jaz mislim, da recimo, če bi imeli najboljše svetovne trenerje, ne bi izgubili na gostovanju v Belorusiji, ne bi izgubili v Ljubljani proti Črni Gori, ne bi imeli rekordno visokega poraza proti Ukrajini v Ukrajini, tudi to je nedopustno. Preprosto, če gledamo samo imena, igralci, ki so igrali in tudi na koncu to zgovarjanje na centimetre, ja, gre za nekaj centimetrov več. In ja, predvsem na položaju 4 smo bili prikrajšani in tudi takrat, ko ni bilo Dimca, na teh zadnjih tekmah smo bili prikrajšani, ampak vse smo videli že spet zdaj na zadnji tekmi proti Ukrajini. Agresivno podvajanje, kombinacija s cono, consko obrambo, hitre rotacije v obrambi in se da recimo nadoknaditi včeraj smo bili na tekmi z Ukrajino celo izenačeni v napadalnem skoku z bolj agresivno igro. Ja, pa tudi, ko omenjaš centimetre, pač dejansko je imela Ukrajina samo enega igralca preko 2,10, vsi ostali igralci po višini so bili primerljivi z našo reprezentanco, tako da jaz ne vem, o kakih centimetrih on sanja. Tudi
To je recimo res, potem ko greš gledati konkretno centimetre, morda so kakšni po korpulentnosti, konstituciji bolj primerni za šterke, recimo imajo večjo maso od Muriča, tukaj že spet govorim, šterka je problem tudi v teh kvalifikacijah, ne recimo Čančar, ki se zdaj ni igral v zadnjem oknu, ampak ki je igral na šterki za našo reprezentanco, ni tista prava šterka, ne Murič, ni tista prava šterka, recimo Dimec se saj fizično po masi, glede na maso in višino lahko ruva z višjimi igralci, čeprav seveda tudi on ni igralec, ni center, ki bi lahko začenjal tekme v neki resni reprezentanci, ki se bori ne samo za medaljo, ampak tudi za uvrstitev. Mislim, da ne more biti on prvi center reprezentance in se vidi, kako velika razlika je med njim in Vidmarjem, ki pa je seveda nivo prvega centra in ki je tudi bil eden izmed teh igralcev, ki smo ga krvavo pogrešali na nekaterih tekmah in tudi na tistem porazu v Belorusiji. Njega ni bilo, Dimec je bil in seveda pod košem v obrambi takoj zevala ogromna rukna, kjer ponavadi kraljuje Vidmar v skoku in tudi v obrambi. Tako da ja, včeraj je bil Kravcov tisti proti Ukrajini, ki je povzročal ogromno težav našim igralcem, ampak se je dalo na koncu, čeprav že spet zmaga je bila tesna in že Dimec bi verjetno tudi tukaj lahko pomagal, ampak če smo lahko premagali Ukrajino, bi vsekakor lahko premagali tudi že spet Črno Goro v tistem prvem delu kvalifikacij in Belorusijo. Ja, in ne smeva pozabiti, da Črna Gora je takrat prišla na gostovanje v Ljubljano bistveno bolj oslabljena, kot je bila slovenska reprezentanca. Oslabljena, vsekakor, ja, ne vem, če bi rekel bistveno bolj, ampak nedvomno oslabljena, morda celo bolja, ker takrat smo imeli in Prepeliča in Blažiča, tako da, ko govorimo o vseh teh, ko ščitijo in mislim, da upravičeno, na zvezi Trifunoviča, je dovolj napak storil, sam si omenjal tudi to, da mesto naturaliziranega igralca je namreč ostalo prazno, neizpolnjeno. Zdaj, morda gre to na račun zveze, ne vemo, morda Omić je nakazal na težave, ki jih ima z Nesterovićem zvezo, ne z Trifunovičem, da tudi zato, recimo v nekem intervjuju nakazal, morda ne pride igrati za reprezentanco. Vemo pa, Omić je pa tudi zelo dober, izjemno dober prijatelj Prepeliča. Vprašanje takrat že v tistem julijskem ciklusu, ko smo izgubili proti Črni Gori, je takrat Prepelič tudi s prstom pokazal na zvezo. Tako da potem je tudi zveza malce puščic nazaj izstrelila proti njemu, da ne ve, kaj govori. In tukaj že spet, tudi midva ne poznava vsega ozadja. Morda so poskušali več, kot se ve v javnosti. Morda so poskušali recimo z Begićem na tisti tekmi proti Črni Gori, ki ima višino in bil dovolj primeren kot naturaliziran igralec, glede na to, da je bilo že spet mesto neizpolnjeno, naturaliziranega igralca lahko zapolnil ta manjko centimetrov. In konec koncev, vse reprezentance se poslužujejo teh. Črnogorci so prišli zaradi svojega Američana na svetovno prvenstvo zdaj. Turki vsake kvalifikacije igrajo z drugim Američanom, vsako prvenstvo z drugim Američanom. Če lahko tako velike reprezentance kot Turčija ali pa konec koncev Španija ima naturalizirane igralce. To je ena taka polemika v evropski košarki, mestno naturaliziranega igralca, ja ali ne, ampak dokler ta možnost obstaja, jo moramo izkoristiti in je čudno, da je nismo izkoristili, da niso samo za potrebe kvalifikacij. Naturalizacija po hitrem postopku, po kateri je tudi Randolph postal Tonček, postal slovenski državljan. In ne vem, zakaj niso tega zopet izkoristili, ker slovenska košarka je že spet potrebovala enega igralca, visokega igralca. In zdaj, a gre to na račun zveze, a gre na račun selektorja, jaz tukaj ne poznam ozadja, ne vem, kakšna komunikacija je tudi med zvezo in selektorjem, ampak preprosto to dam, tako kot je to uradno, samo na selektorja. Ker pač uradno je on odgovoren za to, kdo pride igrati in kdo ne pride. In tudi uradno, na papirju je že spet on tisti, ki je dovolil, recimo, da je pred tekmo z Belorusijo Vidmar zapustil reprezentanco, čeprav že spet zveza, tako mimo grede, to je bila tudi ena taka velika neumnost, ko govoriva o tistem porazu proti Belorusiji, takrat Vidmar ni igral zato, ker so se že pred tistim kvalifikacijskim oknom na zvezi dogovorili z turškim klubom Vidmarja, da ne bo on igral v Belorusiji, zato ker so mislili, da tekma v Belorusiji, proti Belorusiji, ne bo štela v drugem krogu kvalifikacij, da se te točke ne bodo prenašale v drugi klub. To je bila napaka, ki so jo naredile tudi neke druge reprezentance, ne samo Slovenija, to moramo povedati, ampak obenem je pa treba tudi povedati, da niso vse reprezentance napačno mislile, da je večina reprezentanc vedela, kako poteka točkovanje. Del reprezentanc
vodstvo reprezentance pa napačno interpretiral. Že spet, FIBA je očitno storila neumnost, da sploh dopušča možnost take napačne interpretacije, ampak če nisi prepričan, če nisi 100%, potem, kar so verjetno tudi storili na nekaterih zvezah, preveri še enkrat. Na naši tega niso storili. In to je samo ena taka šlamparija, po domače povedano, ki so se jo privoščili v teh kvalifikacijah in že spet, v prvem krogu poraz proti Belorusiji, poraz proti Črni Gori, vse to daje meni črno piko na Trifunoviča. Ne bo zdaj tisto, kar res ni potrebno izgubljati, zdaj verjetno preveč besed, Blaž, o konkretnih tekmah, rotacijah, zakaj je neki igralec toliko igral, recimo o selekciji, že spet tukaj bi lahko, kot sem omenil. Ja, vse, kar bi lahko povedala, mogoče edin o tej njegovi taktiki in vsemu temu je, da je on enostavno hotel prenesti sistem od Kokoškova na te igralce, ki jih je imel sedaj na voljo, ki jih je sam selekcioniral. Problem pri tem nastane, da če ti nimaš igralcev za tak sistem, potem tak sistem ne more biti uspešen. In potem deloma pač tekom kvalifikacij proti koncu se je nekoliko spremenila igra slovenske reprezentance, ampak še vedno je pa temeljila na principih od Kokoškova, pa da ne bodo zdaj slučajno mislil, da jaz pač mislim, da je slabo to. Daleč od tega, da je slabo. Pač Kokoškov je imel fantastičen sistem, ampak problem je, če ti za ta sistem nimaš igralcev, potem moraš sistem prilagoditi igralcem, ki jih imaš. In samo na tak način si lahko uspešen. Ja, tukaj se do določene mere strinjam s tabo, recimo, ker v tistem prvem delu kvalifikacije recimo Prepelič bil Dragič. Blažič pa recimo Dončić, na nek način. Postavitev, tudi akcije so bile pogosto zelo podobne. Nisem videl ravno kakšnih elevator screenov, ki sem jih videl na Evropskem prvenstvu, ki sem jih videl pod Kokoškovom, vsaj ne v taki meri po tem kvalifikacijah, ampak precejšno število akcij je bilo postavljeno na isti način, zdaj v bistvu samo Prepelič je naš primarni playmaker, on začenja napade, potem imamo nekaj sekundarnih playmakerjev, ki so pa seveda manjkali, ampak tudi brez njih se da in tukaj. Ja, v določeni meri, v bistvu se strinjam s tabo tudi v tem pogledu, ker dejansko sem videl recimo zdaj v drugem delu kvalifikacij nekaj sprememb, nekaj malce drugače izrisanih akcij, ki jih v prvem delu kvalifikacij nisem opazil in ki jih je recimo odigral zdaj z drugačno postavo. Tako da prilagodil se je, ampak v tistem prvem delu kvalifikacij ne dovolj. In že spet, a veš, tukaj je vedno tisti argument, kontraargument. Jaz res nočem biti preveč kritičen do Trifunoviča, ker vem, da je težko v tej situaciji, recimo tudi v situaciji, ko nimaš časa, to je tudi en tak faktor, ko imaš recimo samo 3 dni časa za priprave. Je res težko, na drugi strani pa seveda, vemo, večje reprezentance so pa celo poletje bile skupaj, recimo Turki, klubi puščajo iz Evrolige turške igralce, niso puščali slovenskih igralcev, Efes recimo v reprezentanco, Muriča in Dragiča. Tako da to je res konstantno zdaj kolebamo med tem, seveda, med to Fibino neumnostjo, med temi kvalifikacijskimi okni in med tem, koliko krivde leži na Nesteroviču, na Trifunoviču, na zvezi, na selektorju. In predvsem zaradi tega, ker seveda ne poznamo zadja, jaz tukaj govorim predvsem samo o selektorju. Zveza je zdaj objektivno pa prevzela odgovornost, tem, ko je dala vse zaupanje Trifunoviču in tudi podporo za naprej. S tem seveda, če Trifunovič, če se zapravijo še ene kvalifikacije po Trifunovičem, če se ne uvrstimo na naslednje Evropsko prvenstvo, če recimo tudi zveza ne stori dovolj, da dobimo wildcard vabilo za kvalifikacije za olimpijske igre. A si ti predstavljaš, da mi še ne pridemo na Evropsko prvenstvo? To pomeni, da bo Slovenija 6 let brez velikega tekmovanja. Seveda ob pogoju, ob predpostavki, da potem pridemo na svetovno prvenstvo. Če se pa še to ne zgodi, lahko se zadeva podaljša na 8 let. To je in seveda potem kvalifikacije za svetovno prvenstvo in tukaj potem tudi izgubiš rdečo nit. Mislim, Luka ne bo prišel igrati za reprezentanco. Luke Dončića ne bomo v reprezentanci videli, če ne bomo se uvrstili na veliko tekmovanje. Zdaj vemo, novembra se začnejo kvalifikacije, vse to so že dejala, Dragiča ne bo, Dončića ne bo, mislim, tako ali tako Dragiča ne bo. Dragiča omenjam samo v kontekstu morebitnega sodelovanja na olimpijskih igrah, ker to je pač tudi sam povedal, kot sem dejal, in samo v tem kontekstu oziroma oziru ga lahko omenjamo. Kar se tiče pa Evropskega prvenstva, svetovnih prvenstv, vseh ostalih nadaljnjih prvenstv in kvalifikacij, seveda tukaj ne smemo o njemu razmišljati, ampak Dončića ne bo nobenih kvalifikacijah, dokler bo ta kvalifikacijski format. In
že spet, mi imamo dovolj dobre igralce. Vprašanje je, kako bo z Euroligo, ali se bo vsaj na tej relaciji kaj omenilo. Ker to bo odvisno zdaj, a pride do novembra, pride ta Prepelič, a pride Blažič, ali ne bo, a bo prišel Vidmar, a bo prišel Randolph, kdo bo naš naturaliziran igralec. Seveda to precej spremeni situacijo. Je pa tudi vprašanje, omenila so tudi malce te puščice, ki so bile izstreljene na relaciji, Omić, Prepelič, tudi Blažič je sicer bolj tiho, ampak verjetno, ne vem, mislim, dobil sem vtis, da se strinja recimo s Prepeličem tukaj, ne želim, če se motam, se opravičujem, ampak tak vtis imam, no? Tako da je vprašanje, če igralci želijo igrati recimo za tega selektorja, ali ne gre samo za zaupanje oziroma za tisto, kar je pokazal Trifunović javnosti, prepričal ali ni prepričal na tem položaju, gre tudi za to, ali je prepričal ali ni prepričal igralce, ali je dobil njihovo zaupanje, ali mu zaupajo. Vemo, da so Kokoškovu 100% zaupali. Dragič in Kokoškov sta praktično družina. Enako tudi Dončić. Bral sem intervju, kjer Dončić povedal, še vedno se pravzaprav vsak teden slišva, oziroma zelo pogosto slišva, vsaj tisti preko teksta z Kokoškovim, še vedno. Ne dvomim pa seveda z Dragičem pa še večkrat. Tako da, in tukaj, ker sta imela one dva totalno zaupanje trenerja in obratno, trener je imel njuno totalno zaupanje, so imeli tudi vsi ostali in vprašanje, če s Trifunovićem isto. In tudi to veliko pomeni pri kemiji in pri vzdušju reprezentanci in ja, to je faktor. In jaz na to ne morem odgovoriti. Jaz po vtisu te mlajši igralci, ki so bili zdaj, ki jih je pripeljal Trifunović, s katerimi je morda tudi delal kot individualni trener pri razvoju. On je bil recimo na zvezi, vemo, to so njegove tiste največje izkušnje. On je na zvezi že izjemno dolgo časa zaposlen, bil pomočnik dolgo časa. Misliš, sam reče, misliš to tiste igralce, zaradi katerih smo izgubili kvalifikacije? Zaradi katerih, ja, to je pa zdaj že spet ta del te nerodne komunikacije, ki jo on ima včasih z mediji, ko je recimo povedal, ne po tem zadnjem kvalifikacijskem oknu, ampak tistem pred zadnjem je dejal, ja, saj noben trener, parafraziram že spet, ampak lahko si pogledate njegovo izjavo v tem smislu, da saj noben trener pa ne bi hotel delati, si ne bi upal prevzeti tako reprezentanco neizkušeno in delati s takimi. Pol hitro do, no sej, ne rečem s takimi, ne slabimi, ne mislim s tem slabimi. Je hiter dodal, se je hiter ujel, ampak je že povedal, mislim, da, ne vem, no, te izgovori, ki jih imajo na zvezi in ki jih ima on pogosto okna, vse to niso samo okna, kakor so zdaj govorila, niso samo okna, pa ne bova zdaj šla še recimo že to, kot si ti dejal, selekcioniranje igralcev, katere igralce je selekcioniral, katere mlade igralce je pripeljal, pa v teh kratkih stikih, vemo, z Nikolićem v zadnjem kvalifikacijskem, predzadnjem kvalifikacijskem in tudi zdaj ni nastopil Nikolić v tem zadnjem oknu. Vemo, recimo, je prišlo z Šiško, ja, že spet tistem prejšnjem kvalifikacijskem oknu se odločil, da ne bo prišel igrati. Tukaj jaz ne bi krivil selektorja, mislim, da je selektor tukaj pravilno, mislim, če te vpuhličajo in da ti ne prideš zato, ker moraš se pripravljati za slovenskim klubom, pri katerem je športni direktor tega kluba povedal, da nima nič proti, če greš na priprave, oziroma če greš igrati za reprezentanco. Tukaj je Šiško, mislim, da ni ravnal pravilno. Mislim, da tudi Nikolić ni ravnal pravilno, ampak ko govorimo o vseh teh, recimo, kratkih stikih na relaciji med igralci, mislim, da Šiško je v prihodnosti precej bolj pomemben za našo reprezentanco kot Rebec ali tudi kot recimo na položaju Pleja Rupnik. Mislim, da to je bil tudi velik problem v teh kvalifikacijah, ne samo položaj visokega igralca, centri, manjko centimetrov. Ogromne težave smo imeli tudi z organizacijo napada, preveč individualnih akcij, premalo povezanih akcij, premalo smisla je imela igra in tukaj seveda ogromno leži na organizatorjih in tukaj je recimo zanimivo, da je Trifunović ogromno zaupal Repcu, to je njegov dečko, on mu zaupal v celoti in popolnoma, igral je precej več kot Rupnik, čeprav ko se malce pogledaš konkretne tekme, predstave, malce bolj pogledubiš v napredno statistiko, kakšna je koša razlika, ko igra Rupnik, ko igra Rebec, je v vseh teh pogledih Rupnik pokazal več. Tukaj lahko konkretne številke obdelujemo, ampak jih ne bomo, ampak je pokazal več. Tudi pri organizaciji, več podaj na minuto, na akcijo,
manj izgubljenih žog, bolje povezana igra in mislim, da je brez dvoma tudi boljši organizator v tem trenutku. Ampak, Blaž, že spet, da ne bova predolga v tem podcastu, mislim, da konkretne rotacije, minute ali pa poklice, ker to bi bila recimo tudi ena tema, ki bi jo lahko načela in v kateri bi lahko povedala ogromno, tudi nekateri recimo navijači, kakšni slovenski klubov, predvsem Krke, se sprašujejo, zakaj ne kakšni igralci, ki igrajo za ta klub, niso bili povabljeni, ampak to so vse teme, o katerih bi lahko razpletala in debatirala in kjer tudi ne moremo imeti nekega konsenza in reči, da je Trifunović izbral tiste najboljše in izbral tiste, ki si najbolj zaslužijo poklic. Čeprav to je zdaj že spet stvar debate. Tudi ena dodatna tema, ki jo bova enkrat morala načeti, recimo nekaj zelo zanimivih igralcev imamo mi v NCAA ligi, ki jih bomo morali prej ali slej preizkusiti. Krampelj, recimo Kraljević. Ta Martin Krampelj je izjemno zanimiv igralec, ki zelo dobro igra za Creighton letos. Mimogrede, vem, da verjetno nihče ne spremlja tako podrobno NCAA, še posebej tistih malce slabših divizij, ampak Creighton je igral v dobri diviziji NCAA lige in dobro igra. Imel je težave s poškodbo, strgal kolenske vezi, ampak gre za robustnega igralca, ki lahko igra na štirki, močnega igralca. Vedno je težko govoriti, seveda NCAA, mnogo igralcev iz NCAA ne naredi preskoka v profesionalce, med profesionalce, tudi med profesionalce, ki igrajo v Evropi, ne govorimo samo za NBA ligo. Tako da vedno so te ocene precej teže, seveda pri NCAA ligi kot pri Euroligi. Ampak to so že druge topike, ampak je zelo zanimiv igralec in ne samo ta dva, še nekaj imen, o katerih bi morda lahko enkrat malce več povedala. Topika za katero drugo, ampak ta pomladitev je morda še zadnja tema, ki se jo lahko dotakneva tukaj pri reprezentanci, ker to je bilo v končni fazi tisti glavni izgovor, argument, recimo, ki ga je Trifunović ves čas ponavlja, ampak ti Še zdaj na koncu. Prav rekel je v zadnji izjavi, mi smo bili prisiljeni iti v pomladitev. Še enkrat ponavljam, v pomladitev. A mi lahko, prosim, on razloži, kateri igralci so bili tukaj prisotni za pomladitev in zaradi katerih igralcev smo mi v bistvu zdaj zaradi pomladitve izgubili te kvalifikacije. Prosim, če mi jih lahko našteje. Ker jaz tukaj, ko gledam, Rebec med mlajšimi igralci recimo je bil skozi zraven reprezentance. Čančar skozi zraven reprezentance med mlajšimi igralci. Potem recimo Hrovat med mlajšimi igralci, ampak to je, govorim med mlajšimi igralci, to se pravi okoli 24 let in navzdol. Pri 24 letih morajo biti košarkarji že dokaj izkušeni. Ne? Se pravi, Hrovat vedno zraven, Rupnik vedno zraven. Recimo Mesiček, on je bil sedaj med temi mlajšimi, ki jih lahko kategoriziramo, da je šlo za pomladitev. Tudi odigral je, mislim, da 7 tekem, tudi skr solidno minutažo. Potem pa gremo naprej, recimo Miha Lapornik, tudi recimo, da med mlajšimi je bil že na pripravah za Eurobasket zraven. Potem pa pridemo do pač tistih igralcev, ki v bistvu praktično niso nič dali v teh kvalifikacijah, ki so igrali bolj malo, recimo Kosi je odigral sicer 4 tekme, ampak je odigral večino minutaže na zadnjih 2 tekmah. Potem Čebašek, njega se več ne da šteti v pomladitev reprezentance, glede na to, da je pač starejši od 24 let. Glas je odigral sicer 4 tekme, ampak vse skupaj povprečno 4 minute, kar pomeni, da kot da ga ni bilo. Bratec recimo povprečno 4 minute na tekmo, pa še to večinoma je pridobil sedaj na zadnjih 2 tekmah. Potem recimo Špan, tudi ni več najmlajši, pa se šteje v pomladitev. O Šišku sva že govorila, ki ga v bistvu sploh ni bilo zraven. Potem pa na zadnjih 2 tekmah še Škedl, Šantel, Durnik in pa recimo tisti, ki bi bil za mene osebno najbolj zanimiv, ki si ga tudi ti že omenil, Macura, je v bistvu odigral eno samo minuto na eni tekmi. In sedaj lahko pridem s tem seznamom do selektorja in mu rečem, sedaj mi pa vi razložite, kje je tukaj vaša pomladitev. Še vedno so največ minut dobivali igralci, ki so bili z reprezentanco večinoma skupaj že na pripravah za Evropsko prvenstvo. In ki so igrali na Evropskem prvenstvu. Zdaj, če govoriva v tistem prvem delu kvalifikacij, poraz proti Belorusiji in poraz doma proti Črni Gori, na obeh teh 2 tekmah so tisto največje breme nosili ravno tisti igralci, ki so pravzaprav bili
na Evropskem prvenstvu. Tam v tistem prvem delu kvalifikacij mislim, da se to imaš prav. Selektor ne more zgovarjati na neko pomlajevanje. Lahko seveda reče, manjkali so ključni igralci, to je res, ampak takrat ni šlo za nobeno pomladitev, oziroma tisti na rekovajih mladi igralci niso igrali nekih konkretnih minut. Ja, s tem, da pač mi moramo tukaj ločiti pač pomlajevanje v času, ko smo še imeli možnost za uvrstitev. To, če on sedaj pripelje za 2 peterki mladih igralcev, da jih testira na zadnjih 2 tekmah, ko je bilo že pač tudi teoretičnih možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, konec pač to ne šteje v pomlajevanje reprezentance. Mislim, recimo, zdaj na hitro sem odprl samo tekmo Slovenija-Črna Gora v tistem prvem delu kvalifikacij, ko je Slovenija igrala doma. Takrat so daleč največ minut igrali Klemen Prepelič, Edo Murič, Aleksej Nikolič, Jaka Blažič, Dimec, Vlatko Čančar, mislim, da celo skupaj s Prepeličem daleč največ minut. Torej, vsi te igralci, ki so že na Evropskem prvenstvu igrali vredno, recimo razen kakšnega Repca, ki je bil tisti 12 igralec rotacije, vsi, ki so igrali recimo tiste pomembne vloge in velike minute, edini, ki je recimo odigral malce več minut, pa ni bil na Evropskem prvenstvu, je bil Luka Rupnik, ampak Luka Rupnik pa tudi že dolgo časa član reprezentance in bil tudi na pripravah za Eurobasket 2017. Tako da, mislim, ne gre za nekega novega igralca, ki ga je tukaj Trifunović šele priklovil. Enako, recimo, če pogledamo tekmo proti Belorusiji, na gostovanju v Belorusiji, daleč največjo minutažo, največje breme so nosili igralci, ki so igrali na Eurobasketu. S temi igralci je on pravzaprav zapravil tisti prvi del kvalifikacij. In ta 2 poraza sta v določeni meri že dodobra priprla vrata naših. Če bi zmagali na teh 2 tekmah, bi verjetno bili v precej boljši situaciji, precej boljšem položaju. Verjetno bi potem tudi septembra, poleg Rendorfa, prišel še Blažič, Prepelič, ki je zameril ravno julija to, da niso poklicali nobenega visokega igralca, da niso poklicali Omidža, da niso poklicali, so dejala morda Begiča, ali pa kakšnega drugega naturalizirali. Seveda on je verjetno zameril predvsem to, da se niso dogovorili z Omićem. Ampak mislim, da bi tisto tekmo proti Črni Gori v Ljubljani dobili, če bi igral recimo še Omić. In že spet, to gre na račun selektorja. Tukaj jaz ne morem reči, da gre to na račun zveze, slabih odnosov zveze ali pa Nesterovića, da nima dobrih teh čistih kanalov z, kako bi rekel, Omićem, da nista na najboljših odnosih. Ampak za selekcijo igralcev je odgovoren selektor in zaradi tega jaz to pač preprosto vse dajem na račun selektorja. In ja, ta pomladitev je ena taka, to je tudi tebe sem videl, da on je že parkrat nekaj dejal na to temo in to je tisto, kar te najbolj razjezi, ko selektor omeni recimo to pomladitev, ki dejansko ni neke vrste pomladitev. In to je tisto, recimo, če smo realni, če smo resni, zdaj, Blaž, ali so te kvalifikacije dale kakšnega mladega igralca, ki ga je priključil Trifunović, na katerega bomo recimo lahko resno računali, v veliki meri računali kot enega recimo igralca, ki bo v rotaciji igral pomembno vlogo v naslednjih kvalifikacijah. Namreč selektor trdi, da smo zdaj razširili bazo igralcev, ki jih bomo uporabili, ampak zdaj, kateri so te igralci, na katere bomo mi resno računali? Ne dvomim, nekaj dobrih predstav nekaterih posameznikov, nekaj vzpodbudnih predstav, recimo to, kar si ti rekel, tisto, kar je tudi mene recimo najbolj zanimalo, eden od igralcev, ki me je bolj zanimal, recimo Juri Macura, je igral 1 minuto na eni tekmi. Tako da, seveda, tudi njega potem ni pustil klub, zdaj v teh zadnjih oknih je tudi to seveda problem, ampak ta igralec, recimo, ki me je zanimal, ni. Recimo zdaj na zadnji tekmi proti Ukrajini, velik dodatek za našo reprezentanco, če bo igral v naslednjih kvalifikacijah, seveda Zoran Dragić. To se vidi, koliko pomeni, do takrat bo verjetno tudi že malce bolj uigran. Ampak on je včeraj igral 40 minut. Zoran Dragić je igral 40 minut. In brez njegovih 40 minut, še posebej tisti v drugem polčasu, ko je briljantno grizel v obrambi, sicer statistika je zabeležila samo 3 njegove ukradene žoge, ampak imel sem občutek, da je imel prste v roke vmes, vsaj še pri 3-4, recimo v tistem obdobju, ker ravno tiste ukradene žoge, s tem smo recimo in proti napadi smo nadoknadili večjim številom napadov, nadoknadili tistih
nekaj skokov manj, s tem, da smo se tudi v skoku bolje borili, ampak ja, da se ne bom vračal. Ko gledam te igralce, ki so igrali največ minut, največ tekem v teh celotnih kvalifikacijah, Rebec. Največ tekem so odigrali Rebec, Murič, Čančar, Rupnik. Rebec je edini, ki je igral na 12 tekmah, Murič, Čančar in Rupnik so igrali na 10 tekmah. Vse to so že preverjeni igralci, kjer ni nobene pomladitve, nobenih novih igralcev. Potem naslednji so po številu odigranih tekem Hrovat, Dimec, Mesiček, Lapornik, Zagorac. Zagorac, vemo, je sedaj tudi zaključil kariero, reprezentančno in košarkarsko kariero. Že Lapornik, Dimec, Hrovat so vsi bili v reprezentanci že prej. Mesiček je recimo eden izmed teh igralcev, ki ga je na novo priključil Trifunovič. Ampak tudi eden izmed teh igralcev, ki saj zaenkrat ne v klubu, ne v reprezentanci ni pokazal niti približno dovolj, da bi sodil v ta razred, kot sem omenil, igralcev, ki jih je na novo priključil Trifunovič in na katere bi lahko računali recimo v neki veliki vlogi v naslednjih kvalifikacijah. Potem recimo Blažič, Prepelič sta igrala v tistem prvem delu kvalifikacij, prvem krogu kvalifikacij, vseh tekmah na teh drugih nista igrala, ampak njune minute je recimo v veliki meri pobral ravno Rebec, Čančar je imel potem neko višjo monetažo, potem Hrovat, zdaj že spet te igralci, ki so bili pred tem priključeni in ki so igrali na kvalifikacijah že prej. In vsi te, ki jih je potem, recimo temu pogojno, na novo priključil, preizkusil, ki so dobili nekaj minut na 2 tekmah, 3 tekmah, cela vrsta imen, se sva jih par že omenila, Vončina, Macura, Durnik, Šantel, Škedel, Šiško, Špan, Nikolič, no, že spet to je, on je igral samo na 2 tekmah, ker je predtem igral v Euroligi, zdaj že spet so omenjali te kratke stike, katerih ni igral, Randolph, ne vemo kaj bo, Zoran Dragič, ampak bratec Glas si ti tudi omenil. Ja, mislim, to je tisto, no, da se ne bo zdaj preveč zgubljala časa, lahko počasi tudi zaključiva že ta podcast, ampak ni nobenega imena, da bi rekel, zdaj to je pa en mladi igralec, ki ga je on pripeljal, recimo iz slovenske lige, ki je pokazal neke strašne presežke, ki je tudi dobil priložnost na tekmah, da bi pokazal neke večje presežke, da bi resno igral, da bi recimo dobil vsaj... Ja, kaj več kot drobtinice. Ja, ali recimo kakšen Kosi bi verjetno na 4 tekmah poprečno igral nekaj več kot 20 minut. Ampak Kosi že spet soliden igralec, vsekakor, ampak v slovenski selekciji, v polni selekciji, polni postavi z naturaliziranim kvalitetnim Američanom, vprašanje, če bi on prišel zraven oziroma bi prišel zraven kot 12. recimo igralec na veliko prvenstvo, morda. A veš, jaz si ne predstavljam, da bomo mi v prihodnosti nekoč osvojili medaljo s Kosijem kot prvo šterko reprezentance. A veš, to je tisto, ko govorim recimo o teh igralcih, ki so jih dale te kvalifikacije. Takih igralcev namreč ni. Taki igralci so tisti, ki so bili že predtem preverjeni, ki jih poznamo, za katere vemo. Macura, par igralcev iz NCAA lige, zanimivih, ki bi jih lahko preizkusili, nekateri omenjajo tudi nekaj igralcev iz slovenske lige, ki bi lahko dobili še priložnost in se sprašujejo, zakaj niso. Tukaj je nekaj imen, ki bi morda lahko tudi kaj več pokazali, ampak niso. In zaradi tega, ja, to je vse to pomlajevanje, se tudi jaz strinjam, je bolj mit in kar je pomembno zdaj v teh novembrskih naslednjih kvalifikacijah, je to, da zberemo tiste najboljše, kar jih lahko imamo. In potem bi verjetno lahko tudi Trifunovič opravil boljše delo, pokazal več, morda v tem pogledu pokazal tudi kakšen presežek, ki ga zdaj ni. A veš, mogoče je že spet to zdaj razlog, ampak ja, tako... On presežka ne bo pokazal, pač bodimo realni. To so te kvalifikacije so pokazale, imel je močno ekipo, pa ni nič naredil, imel je slabo ekipo, pa ni nič naredil. Torej, kaj ti to pove? On za moje pojme je dorasel biti pomočnik trenerju, ni pa dorasel biti glavni trener. To je moje mnenje. Ja, ne, sem to, ko je imel tisto najmočnejšo zasedbo z Muričem, Vidmarjem, Prepeličem in Blažičem, je zmagal na, recimo temu, zahtevnem gostovanju v Črni Gori. Ja, ampak je pa zgubil pač proti Španiji gladko. Ja, in je zgubil z objektivno močnejšo postavo in jaz moram iskreno povedati, da tukaj, če zaključiva, nimam zdaj jaz velikega zaupanja do njega in sem zelo skeptičen. Skepso
in z nezaupanjem zrem v naslednje kvalifikacije. Ja, pač recimo, če se mene vpraša, predvsem bi mogli sedaj na zvezi temeljito analizirati te kvalifikacije, pa ne samo gledati iz prizme tega Fibinega okna, ampak dejansko pogledati, kaj je naredil selektor prav in kaj je selektor naredil narobe in potem odločiti in potegniti pravo potezo. Pač težava pri vsemu temu je, da ta poteza, ki jo bojo sedaj naredili, lahko dejansko definira prihodnost slovenske košarkarske reprezentance za naslednjih 8 let. 8 let. Veš, koliko je to dolga doba? To je generacija, več generacij potencialno mladih igralcev, ki jih seveda uspehi reprezentance privabijo v to, da se začnejo ukvarjati s košarko. In nedvomno bomo recimo sadove tega Eurobasketa, ko govorimo o številu otrok, ki se začnejo ukvarjati s tem športom, želi čez 15 let ali pa 10 let, recimo, ker si je zagotovo veliko otrok začelo ukvarjati s košarko. In v tem pogledu, če seveda na eni strani ni Luke Dončića v reprezentanco, ker mi se ne uvrstimo na velika tekmovanja, on sam za sabo potegne tudi že spet tiste olimpijske igre morebitne in nastop Gorana Dragića, to sta dve imeni, ki sta sami pravzaprav odgovorni verjetno za to, da se je nekaj tisoč otrok v Sloveniji, verjetno še več, 10 tisoč otrok, govorimo o Goranu in njegovi celotni karieri, začelo ukvarjati s košarko, morda malce pretiravam tukaj, ampak mislim, da več tisoč pa nedvomno. Če pogledaš samo, koliko otrok je šlo čez Goranov kamp, ki je fantastičen za otroke in res nekaj odličnega, kar on počne. Tako da imaš prav, s tem, ko so sedaj dali glas zaupanja Trifunoviću do, čeprav razumem te izjave generalnega sekretarja, do 2021, do jeseni 2021, je to res obdobje, dolgo obdobje. No? To sta dve veliki tekmovanji in morebitno še potem, seveda odvisno, kako bo za naprej, še kakšno več, če se ne uvrstimo. In s tem so tudi oni nas prevzeli to odgovornost in če Trifunoviću ne bo uspelo, če ne bo pokazal kaj več, če ne bomo dobili, izgovori na format v naslednjih kvalifikacijah, ne želim niti enkrat slišati več Trifunovića. Mislim, da je do sedaj to več kot dovoljkrat povedal. Po vsaki tekmi, pred vsako tekmo. Tako da o tem in tudi na zvezi so vsi, mi da sva o tem začela govoriti in opozarjati na to že pred začetkom. Jaz sem že, se spomnim, takoj po Eurobasketu je naslov bil zvon, tist, kako se že reče, bil plat zvona, upozarjal, da to zna biti zelo nevarno in zveza je v določenih pogledih in selektor ravnala naivno. Mislim, že to s točkovanjem je kronski dokaz tega in kronska napaka, recimo, tega, da se niso stvari lotili dovolj resno in vzeli dovolj resno. In sedaj, ne uvrstitev, tako si dejal, katastrofa. Absolutna katastrofa bi bila, če se ne uvrstimo in bo sedaj treba res selekcionirati pravo ekipo, pripeljati prave igralce, morda tudi ne, ko govorijo, veš, tako mimogrede, pomlajevanje. Morda samo vzameš najboljše igralce, ki jih lahko dobiš, ne mlade, ampak tiste za, kvalifikacije, ki sedaj v prvenstvu za slovenske klube, kakšna imena, ki jih ne poznamo, ki so v dobri formi, igrajo dobro, kakšen razpoložen šuter iz prvenstva, ker ni, neko ime veliko, ampak dober igra in je ene par takih imen, ki jih imam jaz tako, recimo v glavi, zakaj pa ne, namesto recimo Glas je, potegnil sem ga iz klobuka, mlad talent, perspektiven igralec, ampak ni dobil nobene resne minutaže, ker mu manjka izkušenj in moči in vsega še na velikih tekmah, morda bi pa kakšen izkušen veteran iz slovenske lige lahko več dal. Če veš, kaj mislim. Vem, jaz se to čist strinjam. Tako vse pri nogometu, ista debata pogosto, igralci iz tujih klubov proti domačim igralcem, ki dobro igrajo v prvenstvu, ki pogosto recimo ne dobijo priložnosti v reprezentanci, če blestijo samo v slovenskem prvenstvu, recimo. Ja, pa, finta je tudi v tem, se poglej španska reprezentanca. Je španska reprezentanca šla v pomladitev? Ne, pripeljali so vse najboljše veterane, ki so jih lahko dobili. Od tistih igralcev, ki so zdaj zmagali kvalifikacije v narekovajih, ne bo mogoče bo eden na koncu na svetovnem prvenstvu. Ja, in to je zdaj tisto, da ne bo recimo zaključila na tisti najbolj črni. Jaz sem začel na tistem svetlem možnem scenariju, morebitnem, če nam gre pa vse prav, če se pa vse recimo izteče tako, kot si želimo, kot upamo,
in in se tudi Trifunović dokaže v naslednjih kvalifikacijah in dobimo recimo wildcard vabilo za kvalifikacije za olimpijske igre, zberemo tisto najmočnejšo možno ekipo, recimo Goran se poslovi, tudi Nesterović je recimo že nekje omenjal, to je pa zdaj ena tema, ki jo ne bova načela, ampak možnost organizacije Evropskega prvenstva. Govorili so že o možnosti organizacije ene od skupin, kvalifikacijskih skupin za olimpijske igre, potem je zgleda ta ideja malce padla v vodo, ker je bila kotizacija previsoka in nekaj takega, mislim, da so podali kot razlog, potem so omenili možnost organizacije ene od skupin Eurobasketa, morda tudi razmišljajo oni v to smer, ja, vse bomo organizirali eno skupino, a veš, Eurobasketa pa nam nav treba kvalifikacije igrati. Ampak to pa pomeni, da potem so, zdaj že spet, to povsem spekuliram, razmišljam, morda ni temu niti približno tako, ampak a veš, morda pa je. In zdaj Trifunović je dobil res tako možnost, ki jo dobijo zelo redki. Jaz mislim, da je kar nekaj slovenskih trenerjev z precej več izkušnjami in precej boljšim, recimo temu, renomejem v tujini, tudi z precej več izkušnjami, kot sem dejal, ki bi prevzeli to reprezentanco s takimi igralci, ki bi takoj skočili na to možnost. In mislim, da je še več trenerjev, odličnih trenerjev svetovnih, ki bi, kot sem dejal, dali roko v ogenj za možnost treniranja na velikem prvenstvu takih igralcev, kot so Dončić in Dragić, tudi Prepelić, in tudi Laković, in tudi Rendorf. Misliš Blažič, ne Laković. Laković že nekaj časa ne igra. Ja, v Lakoviću sva predebatirala. Tako da ja, Blažič, pardon. Tako da jaz bom kot zaprisežen navijač reprezentance zdaj dal vso podporo selektorju pri nadaljnjem delu. Ampak bom pa tudi precej bolj kritičen v naslednjih kvalifikacijah že po prvih napakah in prvih porazih ali pa pri selekciji na začetku, če me bo kaj zmotilo, ker zdaj nima selektor povsem nobene rezerve več. Če je v tistem prvem delu zaradi vseh objektivnih razlogov, kateri so več kot dovolj povedala, recimo imel možnost za določene izgovore, kot sem dejal, zdaj nočem niti enkrat slišati povedati, koga ni, pa s kom imajo težave, pa to, vse se zdaj ve. Zveza in selektor vedo, kdo bo, vedo, kdo ne more biti, oziroma vedo, kdo bo lahko, če bo prišel. Vse to je treba vnaprej spremljati. Tudi sistem točkovanja naj že zdajle preverijo, pa double čekajo, pa triple čekajo, pa quadruple, pa quintuple, pa sextuple, pa, a veš, se veš, kaj mislim. Ne preverijo, da ne bo prišlo do takih šlamparij naslednjih kvalifikacijah. Tako da ja, Blaž, jaz sem rahlo, moram reči, nevoljen, sem vendarle pričakoval morda neko osvežitev s kakšnim bolj renomiranim trenerskim imenom, ampak, kot sem dejal, bom dal zdaj podporo Trifunoviću, bom pa tudi precej bolj kritičen, če bo prihajalo do napak in ja. Jaz osebno pač mu ne dajem podpore, ampak mu pa dajem možnost, da me prepriča v nasprotno, ampak bo mogel se kar precej potruditi, da mene prepriča v nasprotno. Tebe in verjetno velik del slovenske javnosti. Moram reči, da tudi na naši strani NBA Slovenija, Facebooku, smo eno anketo že po prejšnjem krogu kvalifikacij, pred zadnjem krogu oknu kvalifikacijskem, dali anketo, ali ima še zaupanje, in že takrat je bilo več tistih, ki ni zaupalo selektorju, čeprav je bil tudi razmeroma velik del, sicer manjšina, še vedno tista, ki ga je podpirala, ampak ja, podpore v javnosti sedaj zagotovo nima več take, kot jo je imel na začetku, in tako kot ti, tudi verjetno enako razmišlja celotna slovenska javnost, vsi navijači, in vse, kar lahko je, da upamo, da bo naslednjem delu kvalifikacij bolje, in ko vemo, kdo bo prišel, ko vemo, koga bodo selekcionirali, ko vemo, res en podcast moramo posneti tudi na temo teh zanimivih igralcev iz NCAA, morda imen, ki bi lahko tudi slovenskega prvenstva ali pa nasploh kakšnih imen še nekoč več spregovoriti o tem, morda pred naslednjimi kvalifikacijami ali pa pripravljalnimi prijateljskimi tekmami, ki jih bo reprezentanca igrala, ko bomo vedeli več, kakšen je plan za naprej, ampak sedaj pač selektor ostaja in sedaj bo dobil tisto priložnost, ki sem jo že omenil, da kot trener trenira, kot glavni trener trenira tak biser takega igralca, kot je Dončić, morda, če dobijo vabilo na olimpijske igre. In tukaj moram reči, da tako mimogrede, ko je
dejal Nesterović, javno govoril o možnosti organizacije kvalifikacijskega turnira. Če ne dobijo wildcarda za olimpijske igre kot evropski prvaki, bo to že spet popolni neuspeh zveze. Mislim, da bodo s tem pravzaprav zapravili povsem ves kredit, ki so ga dobili z naslovom evropskega prvaka. Tako da tudi tukaj se bo pokazala njihova sposobnost lobiranja v ozadju, da so tukaj omejitve in določene stvari, določene zakonitosti, večje reprezentance, ki imajo več ekonomskega interesa za FIBO, da nastopijo, ampak mislim, da tak igralec kot je Dončić ima boljšega interesa FIBA. Se vidimo, kako FIBA ves čas reklamira še vedno Dončića in tisti dvoboj Porzingisa so objavili takoj na svojem uradnem YouTube kanalu, na svojem Twitterju, povsod, ko se je Porzingis preselil, tradali, ko so ga v Dallas, je FIBA to ponudila. To je tako odmevna novica, to je tako popularna novica, gre za taka imena svetovne košarke, superzvezdnike, pravzaprav reprezentančne košarke, če niso superzvezdniki že v NBA ligi, čeprav so s tem zelo blizu, Dončić in Porzingis, pa gre vsekakor za zvezdnike reprezentančne košarke, superzvezdnike. In teh ne bo. Kot sem dejal, Porzingisa in Dončića ne bo na svetovnem prvenstvu. In no, zdaj se že malo vrtiva okoli vsega. Mislim, da sva povedala več kot dovolj, Blaž, da sva bila dovolj tukaj izčrpna, upam, da nisem bila preveč kritična, čeprav težko je biti nekritičen, no? težko je ne biti kritičen v tej situaciji, v kateri se je znašla slovenska košarka in se sva dejala, objektivni razlogi za to situacijo obstajajo, ki so izven rok naše krovne košarkarske organizacije in selektorja, ampak na drugi strani so pa tudi selektor in zveza naredili dovolj napak, da ni vse tako, kako bi dejal. Stvari niso nikoli preproste, Blaž. Bova zaključila na tej točki, ali bi ti še kaj dodal? Ne, jaz sem povedal to, kar sem hotel. Zdaj, če hoče kdo še me poslušati rentat, naj kar napiše, bom lahko še malo udriham po selektorju, sploh ni problema, zato si vedno vzamem čas. Ne hecam se moram biti tudi malo bolj pozitiven, ampak res težko sem. No, pač, mene določene take stvari me res razjezijo in ne vem, no, predvsem ne maram. Ne vem, laganje je mogoče že malo prehuda beseda, ampak to zavajanje, to mene najbolj jezi in tega jaz ne maram in to je tisto, zaradi česar mi gre Trifunović na živce in zaradi česar pri njemu potem vidim še morda kako napako več, kot bi jo sicer in sem posledično tudi še bolj kritičen, ampak enostavno, tako bom rekel, sam si je skuhal to župo. Ja, Blaž, mislim, da si povedal več kot dovolj, prije so začela snemati, si povedal še malce več, ampak več kot dovolj, tiste glavne stvari, sej je več ali manj vse jasno. Vse veva, nekaj, mislim, da lahko zaključiva, spiva še 1-2 kavi in potem posnava še kakšen podcast, tudi nogometna reprezentanca že pride na vrsto, tam boš pa še bolj oster, če temu tako rečemo. In seveda Dallas, Miami, kaj se dogaja z Dragićem, Dončićem v prihodnih podcastih, ki kmalu sledijo. Do takrat pa seveda, naročite se na naš Sport Info.si YouTube kanal, všečkajte nas, pustite, kot si dejal, kakšen komentar, povejte nam, kje sva bila, kje sva zgrešila, kje nisva povedala prav. Naši poslušalci so seveda košarkarsko izobraženi, ogromno zanimivih komentarjev na našem Slovenija NBA Facebooku, na našem Sport Info.si Twitterju, na našem Sport Info.si YouTube kanalu pod posnetki, ogromno zanimivih komentarjev, veliko zanimivih debat in tem debatam se pridružite tudi vi in do naslednjič, lep pozdrav, živijo, Blaž, midva pa, kot sem dal, kavo in nov podcast. Tako je. Ajde.